Dobro jutro, ste v redu? Se počutite bolj kot en drek ali bolj kot en bog? Bog, sem rekel, da bom se tega dotaknil in mi je priletel ta komad, ki mu je naslov It's good to be king for a while. It's good to be king, just for a while. Just for a while. Dobro je biti kralj vsaj za trenutek. Ne? Zdaj, če mičkeno se poglobiš v besedilo, ali pa če se ne poglobiš, je vsem šmoren, ampak sej good to be king. Kaj misliš, da on si je rekel, zdaj bom pa jaz malo kralj, ker to je full faca stole. Ne, bom to navezal z eno objavo, ki sem jo naredil, pa je nekdo komentiral v kontekstu, le kako ti je uspelo se do konca prebuditi. Ne, nisem se jaz, nič ne vem, če sem se do konca, kdo pa ve, kje je konc pravzaprav. Zagotovo pa sem šel čez več nekih prebojev in vsak izmed prebojev je pustil za sabo pa smo spet pri spoznanjih. Ne? Ena mogoče najbolj pomembna stvar, ki vam jo probam nakazati v smer, je imejte se radi, sami sebe not, sprejmite se, svoj glas, svoj stas, svoj izraz in svoj karakter. Zdaj, če ta karakter ni lep, pol ga dajte narediti lepega, če drugega ne, da je po etiki, morali in srčnosti in nameni dober, okej, ne, da niso sporne te stvari, da ne delate napačnih stvari vsak dan znova in znova. Ne. In zdaj, od tle naprej je treba sprejeti tudi dejstvo, da kadar se pogovarjate sami s sabo, se pogovarjate z Bogom, kdo ste torej vi ste Bog. Ne. In zdaj, ja, sem pa Bog, torej pa vse v redu, pa lahko lažem dalje. Ne, gre to tako. Sprejeti, da si v bistvu king, kralj, kraljestvo, božje kraljestvo in božja kreacija. Sprejeti odgovornost tega, veš, ni pol tako reči, čakaj, sem pa Bog, pa delam kar čem. Ne. Bog je good, Bog ni nekaj zlobnega, nekaj negativnega. Bog je, govorimo o Bogu ljubezni, seveda imamo tudi Boga zla, ne, ki je seveda tudi v nas spet. Ampak okej, biti Bog je, veš, zavedaj se tega, jaz sem tudi dobil to vrstna navodila v kontekstu You are Jesus Christ, you are God, you are tega srad pa nisem, no, toliko hudo pa spet ni, ne. In ugotoviš, da v bistvu, ajde, ne, jaz sem si marsikaj upal, pa sem rekel, okej, ajde, ne, bom pa probal biti Bog, ne, ajde, pa zdaj to pomeni, da pa ne moraš kar delati neumnosti še enkrat, moraš biti cool, moraš to odgovornost v sebi sprejeti, jaz se sploh ne znam opisati, no. Zdaj, probam vam dati vsebine, hvala koroni, a zastopaš, da, hvala Bogu, da je prišla korona, da smo skontali stvari, da nas je pripeljala do nekih pušov, da nas je pripeljala do nekih spoznanj, da nas je pripeljala do nekaterih odmikov od družbe, službe, jaz ne vem, kva še vse, in odmik znotraj sebe od problemov, odmik od bolečine, strahu, sovražnosti in tako, in potem, ko se od tega distanciraš, v bistvu ugotoviš, da se lahko lepo skristalizira ta ljubezen, ne, in ta mernost. In mernost je moč. Zdaj, nič kolikokrat sem vas spomnil, pejte v naravo, tam je nekaj ful lepega, tam je mer. In bom tlele sem najdel osama, je mesto, kjer se zdravljenje začne. Sprejmite darilo sedenja s svojimi lastnimi občutki. Ja, ampak ne moreš pa ti se usesti, pa v bistvu zdaj vseeno si na avtobusu v službi ali pa v naravi, pa če v glavi nekoga sovražiš,
nisi nič naredil, ker se ukvarjaš s sovraštvom, ni v redu. Če se ukvarjaš z maščevanjem, ni v redu. Če se ukvarjaš pa s tem, da občutiš mravljince po telesu, ki te začnejo poplavljati, tam pa ja. Glasba je pri tem procesu meni pomagala najbolj, tudi to sem vam povedal, jaz si jo dovolim dati na glas, dovolim si poslušati novo glasbo, tudi enostavno skenslati, kar mi ne vibrira z mano, ker mi je negativno, jaz čutim, da mi je negativna in jo preskočim nemudoma. In še enkrat, z glasbo si dajte pomagati, pa dajte se usesti sami s sabo, pa biti na povezavi, si dovolj občutiti čist vse, kar pride. Zdaj iz tega naslova je bila meditacija, meditiraj. Ma kaj je bil cilj meditacije v bistvu? Generalno slow down, upočasni se, stop, z vsem. Zdaj pa začnemo mi malo razmišljati od začetka, probati občutiti, probati slišati, kaj so notranje želje. In te notranje želje so zmeri lepe. Ne se hvatiti, da bi imel več denarja. Ta je bedarija non plus ultra. Ko bi pa jaz imel zdaj hišo, pa ko bi imel zdaj boljši avto. Ne. Ko bi le lahko dal več ljubezni, kot jo dajem. Ko bi le lahko dal več razumevanj in spoznanj ljudem. Jaz se s tem ukvarjam, kako bi vam dal še več, kako bi še več ljudem probal razložiti, ker še enkrat, ko sem jaz prehajal od leta 2008 dalje, skozi te faze, skozi neke preboje, res imel sem jih 5, jaz sem se lovil s temi občutki sam. Materiale je zdaj na spletu malo morje. Ko sem jaz iskal, kaj se meni dogaja, ni bilo nič govora o tem, kar vam probam jaz dopovedati, oziroma v čemer se, bom rekel, kolektivno nahajam in bomo šli kolektivno vsi. Ne bo konc za vse, a ne? Tisti, ki so ne bo, se kar sami vesijo od hudega. Ampak za tiste, ki želimo, pa bomo kolektivno vsi šli stopno naprej v razumevanju. Vendar, naprej kam? Naprej v samo kraljestvo božansko. Evo, mislim, zdaj spet to zveni, Turšič, ti si šel mi via vaja, ne? Ampak ne, se od tam nekje so naveze, veš, se svetopismo, kljub vsemu, vse je satanistično preurejeno, ampak oni ga ne bi znali napisati, ker so prebutasti, so ga preuredili in ima noter, ja, Božje kraljestvo je tukaj noter, zato je prav, da si kralj, sam zase, for a while, nekaj časa, v svoji mali, lastni vasi. Probajte tako za začetek, ne da sem jaz zdaj kralj tle Cerknice, Bože ne daj, ker nikakor to ne gre, ampak kralj sam svojega sveta pa sem. In kadar sem kralj, potem pomeni, da imam vse pod kontrolo, kaj ne? Da se vse v meni podreja meni. A ne, ker mora tako biti, ker sem jaz tako rekel. Ne mora zdaj priti pa en kralj od nekje druge pa reči, Turšič, takole pa takole bo. Se ti zdi? Ne bo, ne, ker moj kralj pravi, da pa ne gre to tako. Ne? Zdaj pa spet pridemo na to, da ne pustiti, da drugi upravljajo z vami, ker vi morate med sebe pod kontrolo, sicer, če se nimate vi, bo nad vami prevzel kontrolo nekdo drug. Mar ne? In tako je ta sistem z vsemi, bom rekel, nevidnimi potezami nekako vplival na nas na vseh nivojih in res je mogoče res težko reči, nisem jaz kralj pa bog, ampak si. In zdaj to sprejeti sam v sebi, veš, to ni tako, da se zdaj delaš tam v fabriki pa rečeš, jaz sem pa bog, ne. Te stvari se da občutiti v popolnem meru, jih tudi skontemplirati sem vam razlagal, ti tam razmišljaš, kako sem jaz zdaj bog, a ne. In jaz sem mogel te stvari sprejeti in sem se sam sebi čudil, Turšič, ne more to tako biti. Ampak je, ker ko sem to sprejel, se je v meni pojavila še večja moč, še večja samozavest, še večji
še večja čistina misli pa odločitev, a ne. Rečeš, to bo pa takole, pa pika. Kar je moj kralj, moj bog je rekel takole in tako je prav. Ne moriš tako. Lahko ja, zato ker moji nameni niso nikoli komurkoli škodovati, vendar v drugo smer. Pomagati razumeti to, kar jaz razumem. Pa tudi jaz v bistvu se učim od drugih. Sej, nekdo mi je, moj vesoljc, jaz sem imel enega suporterja, pojavil se je človek in tudi ga ni več, vseeno klinac. In on je meni rekel, hvala, my master. Jaz sem se mu zahvalil za znanje, pa tako, za informacije, pa on pravi, ne, hvala tebi, my master. Kako zdaj sem jaz tebi master, če pa berem tvoje tekste? Saj mislim, da sem vam tam že razlagal. In smo prišla do spoznanja, da v bistvu, a veš, ko je učenec pripravljen, pride učitelj sam. To je bila ta neka povezava in vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Ne? In učitelj je dober šele takrat, ko učenec preraste učitelja. V tem momentu je ta učenec postal učitelju učitelj. In je v tem trenutku prejšnji učitelj postal spet učenec. In dober učitelj je, če učenec preraste učitelja. In tako mi potujemo po lestvici gor. Torej, če se iz mojih predavanj, zapisov, ne vem, branj, whatsoever, kdo kaj nauči, je to super, spozna. To pa ne pomeni, da sem jaz vsemogočni Bog, ne? Kljub vsemu se na osnovi mojih, ne vem, izjav ali pa predavanj ali pa zapisov, se nekomu utrne njegov pogled, njegova perspektiva. In meni doda in odpre novo obzorje za razmišljati. Torej, nič ni dokončno, kajti, če bi rekel zdaj 100 ljudi, dajte napisati, dajme mi kratek komentar, kaj pa ti misliš, bi mi dobili 100 različnih možnosti za razmišljanje in zagotovo bi se razširila od vsakega znanje, od vsakega bi se razširilo. Ja? Tako da nikoli ni konc učenja, ne glede na to, ali si sprejel, da si Bog ali ne. Narcisi bodo rekli, ta se pa ima za nekaj, a ne. Še enkrat, če se ne boste vi ljubili sami sebe, vas ne bo mogel noben drug ljubiti tako, kot se bi vas lahko, ker morate najprej sami sebe ljubiti. In to je edina oseba, s katero ki vas ima najrajši na svetu, in to ste vi. Problem je, da smo mi mnogo časa sovražili ali pa ne sprejeli sebe. Celo sovražili smo druge, ker niso delovali tako, kot smo mi pričakovali. Pa neko maščevanje, a veš, od zadaj, bom že ti vrnil, ne, a veš. To maščevanje nikoli nima nobenega smisla, predvsem najbolj obremenjuje tega, ki se s tem v glavi ukvarja. Tisti, ki je nekomu škodo naredil ali pa zelo, oni tak nima srca, ker tisti, ki ima srce, ne dela grdih stvari. Načeloma narcisi probajo prikazati to svojo prizadetost, ne pa svojo žrtvo igrati pa tako. Očitek, ne, zdaj neizžarevanje, neizražanje čustev, ne, ali pa ne povedati nekaj, kar bi moral, ne, to izzove noter, ustvarja noter pritisk, tle noter se zablokirajo pretoki, lahko jih imenujemo, da je zablokirana čakra, številka 2, 3, 4, 6, 7, šmar, pa kaj me tle za njen lajk prišel? Ne smete, a veš, recimo meni je ta najbolj nora, tudi tako zelo splošna, ne, calm down, ne, daj umir se malo.
Ampak sprovociran si bil, da ti je nekdo dvignil dekel. In v tistem momentu, ko si dvignil, ko si rekel, zdaj pa je alo, star, kaj se ti zabavaš, ne? Alo, umer se. Pa kdo me je sprovociral? To je ta večna igra narcisov. Dajte se od tega distancirati, ne nica to nobenemu, ne njemu, ne vam. Ne? Daj se ti malo umer. In zdaj ti si nekako rekel, ajde, ne bom izzval stvari in si gotov. Zdaj največkrat smo imeli te stvari v odnosu do recimo v službi, starši, partnerski odnosi, kamoli otroci. Marsičesa nisi rekel, da nisi bil kdo zdaj užaljen, pa da se ni zgodilo ne vem kaj. Ne? Samo zaradi ljubega miru smo bili mi tiho in smo mi v sebi nosili neizražena čustva in občutke in besede. In te stvari so nas blokirale, noter so nas tiščale, dok ni enkrat pa bljof. Ali pa pride to v stres pa v bolezen, a ne, v pravzaprav neravnovesje oziroma disharmonijo organov, organs, a ne, organi so orgle, prevod po angliško, ne, organs so orgle, ne, kaj ne. No in one more biti v harmoniji in zdaj se pravim, to tiščat noter ne pelje nikamor. Jeza ne pelje nikamor. Isto ne sovraštvo, mržnja. S tem se ogromno narcisov ukvarja. Samo, kaj Turšiču neki, kaj samo, se ima prav, ampak, a veš, razjeda to njih, ne mene. Jaz bi rad vsakmu posebej spulil ta čep sovraštva, jeze, majhnosti. Zdaj, a veš, narcizem pravzaprav je neka zloraba, ki se cikla iz roda v rod, ne, ta vzorc otroci nesijo naprej na svoje otroke in tako naprej. V bistvu smo sami sebe ciklali. Ta mehanizem sistema je sam pomagal dodatno ustraševati, dodatno nagrajevati narcizem in tako, ne. Tako da ja, prepoznati ga in narcizem na eni strani, na drugi strani sprejeti sami sebe. Ampak sprejeti tudi to, da si popoln, da ni treba se nič spremeniti, treba je biti. Treba je nehati delovati, kar ni v redu in biti. In that's it. Kaj je bilo včeraj, nima veze. Kaj bo jutri, nimam pojma. Zdaj je zdaj. Dajmo ta zdaj probati razumeti, izživeti, ne se izživljati nad drugimi, ampak izživeti vsak trenutek, ker tako je prav. Mi moramo biti, če ne živimo, pol ne grejo stvari, grejo samo not, pa se tlačijo. Stvari v našem življenju morajo biti pretočne. To velja za energijo, to velja za misli, to velja za konc, to, kar vam tupim tudi ves čas, zdaj boso nogo. Torej, energy mora iti med zemljo in nebom. Ker mi smo tak ustroj, da imamo v sebi anteno, kvarčne kristale imamo na pinalni žlezi in kaj zdaj? Mislim, valjda smo antenarji, ne? Pa ne 5G antenarji, ampak 5D antenarji, če že hočejo nas nekako klasificirati, ne? Te identifikacije in klasifikacija so tudi njihova dimenzija, da so vedeli, koliko si vreden, če si doktor, pol je v redu, če si pa čistilka, pa ni v redu, ne. To pomeni, da si bolj totalen butl. In vnebovzetje, preporod, dvig ni vezan na inteligenco, ZKP, ne zakon o kazenskem pravu, ampak zdrava kmečka oziroma kekčeva pamet je tista, ki šteje tukaj. Splošna razgledanost, ja. V bistvu mora biti mogoče predpogoj za to, da se človek prebije, mora biti neustavljiva želja po spoznanju, po vedeti, po želeti razumeti, videti resnico. To je dovolj. Sam željci moraš. In, dragi moji, nikoli do zdaj v zgodovini, kar jaz brskam po sebi in tako iščem informacije, nikoli do zdaj ni bilo toliko vzpodbudne vsebine, toliko razno raznih zapisov, materialov, video, audio,
zapisi, mislim, kar češ, vsega je. Nikoli ni bilo tega toliko. So bile knjige, pa še tiste so bile mnogo zavajajoče, oziroma so bile tiste prave, kar skrite. Oziroma umaknjene. Zdaj, moj namen ni, da vam buče polnim z nekimi informacijami, ampak da vas nekako spodbudim, da razumete, da sebe sprejmemo, no? Da se sprejmete, da se umirite in se distancirate iz ustrahovanja okolice, sistema. Boš že videl, dol imam piki, kaj bom jaz videl, nič ne bom videl, jaz imam druge stvari. In tako nekako morate tudi vi funkcionirati sami s sabo. Mogoče, ker sem glih pri tem pretoku, bom pa res vam prebral eno stvar, ki sem jo najdel zjutraj. Ki pa je tlele. Strah, recimo, ko smo glih do straha prišli, strah blokira prvo čakro. Pomanjkanje nasmehu in zadovoljstva blokira drugo. Strah pa zadovoljstvo. Pomanjkanje delovanja, se pravi, da ti deluješ, blokira tretjo čakro. Sovraštvo blokira četrto čakro. Če ne poveš, kar čutiš, blokira peto. Osredotočenost na samo slabo v tvojem življenju blokira šesto čakro. Pomanjkanje tvojega duševnega miru in meditacije blokira tvojo sedmo čakro. Torej, moramo se smejati, biti zadovoljni. S tem, kaj bomo imeli? Ne, s tem, kaj imamo. A kaj imamo? Material, stvari? Ne, imamo razumevanje, imamo srce, imamo možnost občutiti vesolje. Vesolje jaz občutim, sem vam ga že povedal milijonkrat, ta neka milost, blaženost, nežnost, preletiti skozi telo milijarde in milijarde mikromravljincev, kot da bi vsaka celica imela svoje migdalke na sebi. In to je tak občutek, da se ga ne da opisati, si ga pa želiš še in še in še. In jaz sem v enem izmed svojih prebojev se spraševal, kaj ne smem početi, da se to ustavi. Se pravi, če se ne smem, da ta stvar ostaja. Tako, ja. Da ne bi slučajno meni ti občutki zginili, ne? Pa vendar so. 5krat so zginili in sem nazaj zadremal, tudi jaz, tudi ta dremež, zato je, ker je okolica pritiskala na tak način, ker je videla, to je lepo navarno in so skupno me spravili nazaj, spet z neke vrste strahovanja, pa sistema, ne moraš, vidiš, kaj si. Mislim, vse, ki smo kdajkoli nakazali, da imamo potencial, da bomo spregovorili na glas, je sistem hitro lociral, ne vem, če ste gledali Matrico, so Neota takoj našli, ne, takoj so ga začeli iskati, ne, nekaj je in tako, ali pa Lord of the Ring, takoj, ki je dal prstan gor, takoj so vse sile tam, ne, in so ga iskali, če mi je dal prstan dol, stvar rešena, ne. Tako nekako so tudi nas podobno sistem imel na nišanu, ne. To, no in zdaj, če so te prva, druga, recimo, pa bom še tle naprej prebral, če je prva blokirana, se vaše finance nikamor ne premaknejo, če je druga blokirana, se spolnost in kreativnost ne prebudita, s čemer seveda preprečujete prihod svojega mnoga partnerja, partnerice. Če je tretja čakra blokirana, ali pa če se tle ustavimo, druga čakra je blokirana kdaj? Kadar pomanjka tebi delovanja, akcije, ne? Akcije, pa tudi ne more se druga čakra zablokira, pa partnerja ne dobiš, a veš, kakšne tu dobiš, se ta neka spolnost zavrta in tako. Če je tretja čakra blokirana, se projekti ne odvijajo, a ne? Če je četrta, pol ne bo ljubezni, a ne? Če je peta čakra zablokirana, odločitve vaše ne bodo slišane, ne, delate karkoli, ne gre ven. Če je šesta blokirana, se zaznavanje intuicije zmanjša na minimum
in če je 7. blokirana, bo vaše življenje v kaosu. Ne? Čas je, oziroma na tebi je, da te stvari urediš, da deluješ, da si miren, da se zaveš, kako zelo pomemben je nasmeh, objem, kako zelo nevarno je v glavi sovražiti ali pa zaterati stvari, ne povedati. Sistem je točno to prepovedal nam povedati na glas. Ja, imamo demokracijo, imamo najlepi k demokracijo, čim si kaj bleknil, vse narobe, ampak ne tukaj na državnem nivoju, ampak že recimo, jaz imam sam te izkušnje, pa nisem edini. Ne, mislim, ne moreš tako, Matej. Te gonde so 3 krasne, kaj jaz moram? Bo moj Bog povedal. Dajte se zavedati tega, da ne pustiti, da drugi upravljajo z vami. Ne bom znižala svojega glasu. Ne bom dovolila, da mi kdo reže lase. Ne bom jih. Sem upornica. To je tudi en izmed komadov. Treba stvari res poslušati pa probati razumeti, da v bistvu jaz ne govorim čisto nič novega, ker to iz pesmi večji del razumevanja pride ven. Ampak zdaj tudi oni, preden začnejo to studio snemati, pa reči, tole bom pa dal, naj se vrti, naj se govori. Meni verjam, da so zbrali kar nekaj poguma in ne govorijo to kar zato, ker zaradi tega, ker je tudi njihov namen opogumljati in razumeti. All you need is love. Vse, kar rabiš, je ljubezen. Brez ljubezni mi živeti ni. A veš, to je vse zvezano in ta ljubezen je res univerzalna, ultra sila, ki jo morate razumeti, ampak ta sistem je bil posmehljiv do vseh, ki so govorili o ljubezni, ne, zares. Pa so pa to ljubezen nekako idealizirali na enega partnerja, ne? Po možnosti si se poročil empat z narcisom in pol dokler vaju smrt ne loči se. Tudi ločiti se nisi mogel včasih, ne? Ima, da živ umreš. A veš, ubili so človeka v njemu, ne? Torej človek je v telesu, a ne? Izvadili so mu dušu. Ne, je tak znan izraz in ta sistem se je trudil te duše ubijati, da bi le prišli do psihoz in te psihiatrije in to so tudi cela tako umazana stvar, da je za znort, ne, v bistvu psihiatrija je edina ustanova, kjer v bistvu ti kar dajo zdravila, brez da ti rečeš, ok, sprejmem, ne, ker tam kao lahko smatrajo, oni rečejo, smatrajo ali ne, oni rečejo, da te pripada to in to, cepivo, zdravilo, karkoli že in ti ga moraš vzeti, ker ti si kao na varen družbi. Pa tu ni res, ne, to ne gre tako. Človek ima pravico reči, stanimo, ne boš ti meni dal nič od tega, ne. In celo en primer poznam, ko je bil človek sprejet na psihiatrijo, ne, so se pogovarjali kasneje, meni je bilo noro, zakaj je sploh kaj tam pristal, ne. Pa je rekel, se mi je zdravnica rekla, veš, s tabo v bistvu ni nič narobe, če bi živel na samotnem otoku, je vse ok, sem za družbo pa nisi. Ne? Rekla, ti si čist ok, sem družba, ne. In to je bil recimo en takih pokazateljev, da na psihiatriji so v bistvu normalne ljudi prilagajali bolani družbi. Se razumemo? Družba je bolana in ta človek je rekel, da je bolano, se ni vedel čist, kaj se pravzaprav dogaja, ampak on je bil na uno, pa dajte nekaj ga srati, ne, umer se, na psihiatrijo, kaj s tabo. Ne, viš, da mi vsi smo normalni, v tebi se pa kagla. Pa ni res, ne, jaz sem tudi dekaj dvignil, ampak hvala Bogu sem bom rekel, to jezo, bes, ki se je v meni tudi naberal noter, ker sem ga zbljunil, ne, sem ga izbljunil v naravi, ne, zunaj sam. Nisem bil v mestu, ker bi bilo narobe, ker mene bi tudi odpeljali, meni verjam, da toliko sem bil besen na ta sistem. Ampak sem spljunil ven in je boljše. Od tam naprej so se začele ene stvari korenito spreminjati, predvsem sem pa nastavil jasne in konkretne in neomajne meje.
A ne? Jaz želim vsem vse dobro, tudi sebi, mar ne, zaradi tega tudi ne kupam nekih bedarij več, ki mi jih folk prodaja, mislim, nekih prepričanj. Sej hvala Bogu je malo tako zelo pogumnih, ki se še upajo z mano prerekati na osnovi ničesar, ne. Čisto damo spet ravno zemljo, ne, mislim. Ne moreš se pregovarjati z mano, daj mi argumente, no problem, pejva. Jaz sem za, da bi kaj izvedel. Ne moreš pa sam negirati mene, brez da imaš ti kakšen kontraargument, a ne. Zato tudi vam svetujem, ne se prerekati z ljudmi, ki nimajo odzadaj argumentov, pa ki v bistvu vas, ker ti pa nimaš pojma, ne, kad ti govoriš nekaj, nimaš pojma. Poduči me, ne, pa bomo imeli oba pojma, ne. Zdaj, tu se pa ne da tako. Ja, da se, pa se potrudi malo bolj, ne. Ali pa mi ne želiš sploh nič pomagati, ampak tudi negirati ni treba. Spelj se mi iz mojega zidu stran, ne. Pojdi na svojem klobase, kar čoš mene, pa plus primer, ne. Tudi jaz nobenemu ne porivam mojih prepričanj v glavo, kdor jih hoče brati pa poslušati, ne jih, kdor pa ne, pa nič hudega. Ni vse za vse, a ne. Nekomu pa pač bolj paše cerkev, pa ta, bom rekel, laž, ker ljudje raj slišijo tisto, kaj hočejo slišati, kakor da bi slišali resnico, ker resnica pa malo zoprna, a ne, marsikoga boli, ne. Se tudi včeraj z enim zataknil tako na brzino, ampak nima veze. Biti kralj, tako, in evo, če bi vso znanje medicine potopili na dno oceana, bi to bilo dobro za človeštvo in zelo slabo za ribe, je rekel en zdravnik. Meni tlele piše še bodi, hvala, ker si iz istega vera si in torej bodi. Ja, vsi smo iz istega testa, iz istega vera. In ta ver pravi bodi, that's it, ne igraj, kar nisi. In ne bodi, kar igraš. Bodi to, kar si. Lepi smo vsi noter, družba nas je prepričevala, da nismo, da ne moreš tako. Moraš, če hočeš iti. Če hočeš biti, moraš biti ti. Težko je, sploh si ne znam predstavljati teh ljudi, ki so v tem fejku že celo življenje, v tej iluziji. Kdo sploh še kaj obžaluje? Sploh še kaj obžaluješ? Ok, to je bilo pa včeraj vprašanje. Matej, a ti kaj obžaluješ za nazaj v življenju? Bi kaj spremenil? A kaj obžaluješ? Ne vam povem, moj odgovor je ne. Ničesar več ne obžalujem. Pa sem mnogo stvari obžaloval, ampak nič na nuca, ker to sem nosiš, pa obžalovanje nosiš sabo. Nima smisla, kar je bilo in očitno je moralo biti, ker to me je kalilo in izkalilo. In to velja za vsakega od nas, da smo vse, kar smo doživeli, čisto z namenom, da pridemo do te točke, da spoznamo, kdo smo, da smo biti, da bodi, in da ta bodi, biti in si je Bog, ne, ta kralj noter, in sprejmite to veličino, da to ste, in se s tem obnašajte tudi odgovorno, kot bogovi, ne. Zdaj, ne moreš tako imagine, predstavljaj si, da je cel svet umiril. Predstavljaj si, ne bo nič narobe, noben ne bo prikrajšan za karkoli, če boš ljudem želel, da si predstavljal, da jim je dobro. Nihče ne bo na slabšem. Kvečem kontra, a ne? Ta manifestacija misli se pozna, ker če bi celo človeštvo mislilo pozitivno, bi zginile vse anomalije. Dokler pa ljudje mislijo negativno in prestrašeno, pa smo, kjer smo. Tako da še enkrat, držite se, bodite bogovi in boginje, a ne? Sprejmite to, dajte dohvatiti, I am who I am, and who I am, kdo sem jaz, ne, je pa to je pa spet smo na vibraciji in mi vibriramo, božja harmonija. Jaz ne vem, organe imamo, dajte se zastopati, da morate spraševati se o vsem, v vas in seveda okolica. Zdaj smo že nekako definirali, da vemo, da gre za največji virus narcizma, za žrtega v človeštvu, in
Zdaj, narcisov ne moramo spremeniti, lahko spremenimo svojo držo noter, da ne dovolimo vstopa v nas, tega notranjega miru, ne smemo pustiti, da se da je moten. Kako sem jaz našel eno besedo? Močan, težak, globok mir je treba občutiti, pa čuvati ga. In ta močan mir se izraža tudi na ven, ker mir je jasne misli, se da tudi jih malo opaziti, kaj jim dogaja. Zapomnite si tudi to, da kadar hitimo, delamo napake. Počas. Slow down je tudi ena izmed pesmi gospodična Imani, če boste slow down Imani. Tako da, ja, slow down pa bodo bogovi nikamor ne tečejo. Nikamor, v easy. Predstavljate si unga Buda, veš. Ne, mu je v redu, ali ne. Da ste kdaj videli Ošota, da teče. Ne. Ne pa, ta Eckhart Tolle tudi ni neki, da bi on ful trimčkov pa šprintov pa to, ne. V mislih se umirite. That's it. Držite se, ljubljeni ste in ste ljubezen. Zapomnite si in dajte tudi zažarevati, ki je prečudovita. Čau, se vidimo.